Papež Frančišek je v Rimu obiskal sedež Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ter nagovoril predstavnike držav članic. Danes namreč poteka Svetovni dan hrane in sicer na temo spremeniti prihodnost emigracije, vlagati v varno prehrano in razvoj podeželja. Papež je na FAO prispel ob 9. uri, sprejela sta ga generalni direktor organizacije Jose da Silva in stalni opazovalec svetega sedeža pri FAO Fernando Arellano. V atriju je sledilo slovesno odkritje kipa, ki ga je sveti oče poklonil FAO. Gre za upodobitev sirskega dečka Alana Kurdija, ki so ga leta 2015 mrtvega našli na turški obali Bodrum. Papež Frančišek je v svojem govoru med drugim izpostavil, naj se v jezik mednarodnih institucij vnese kategorijo ljubezni. Z lakoto in migracijami se lahko spoprimemo samo, če gremo k izvoru problema. Glavne ovire so dvojne, konflikti in klimatske spremembe. Mednarodno pravo nam ponuja sredstva za preprečevanje in hitro reševanje konfliktov, da se ne bi podaljševali in povzročali lakoto in uničenje družbenega tkiva. Se necesita buena voluntad y diálogo para frenar los conflictos. Za zaustavitev konfliktov sta potrebna dobra volja in dialog, je zatrdil papež, in treba si je do kraja prizadevati za postopno in sistematično razoroževanje, kot je to predvideno z listino Združenih narodov, ter preprečiti pogubno trgovino z orožjem. Čemu namreč služi poudarjati, da je zaradi konfliktov na milijone oseb žrtev lakote in podhranjenosti, če se učinkovito ne dela za mir in razorožitev. Kar se tiče klimatskih sprememb, posledice vidimo vsak dan. Zahvaljujoč znanostim vemo, kako se spoprijeti s problemom. Mednarodna skupnost je prav tako pripravila potrebna pravna sredstva, kot je na primer Pariški sporazum, od katerega pa se nekateri oddaljujejo. Na površje prihaja malomarnost do krhkega ravnotežja ekosistemov, manipuliranje in kontroliranje omejenih virov našega planeta, pohlep po profitu.